Ste se že spraševali, zakaj se zvok sirene gasilnega avtomobila spreminja, ko ta drvi mimo vas? Ali pa, ko gledate Formula 1, slišite značilni zum, ko ta pripelje mimo kamere? Gre za tako imenovani Dopplerjev pojav, pri katerem se izvor zvoka giba glede na poslušalca. Ko se avtomobili približujejo, poslušalec sliši višjo frekvenco zvoka, ko pa se oddaljujejo, pa nižjo. To je splošna lastnost valovanja, ne samo zvoka. To si lažje predstavljamo, če vzamemo formulo kot zvočilo, iz katerega izhaja zvočno valovanje pri določeni frekvenci in potuje s hitrostjo C0. Hitrost zvoka v zraku pri 15 stopinjah Celzija je 340 metrov na sekundo oziroma preko 1200 km na uro. V ravnini pa valovne fronte iz točkastega zvočila predstavimo kot koncentrične kroge. V primeru, da se formula giblje, se izvor zvoka in njegove valovne fronte vsakič premaknejo v času. Poslušalec v trenutku, ko je formula vzporedna z njim, sliši nespremenjeno frekvenco. Ko se mu formula približuje, je frekvenca višja in posledično so valovne fronte bolj skupaj. Ko pa se oddaljuje, pa poslušalec sliši nižjo frekvenco. Vse to velja za primer, ko se naša formula giblje počasneje od hitrosti zvoka. Kaj pa, če zvočilo hitrost preseže, kot se to zgodi pri reaktivnih letalih? Valovanje zaostaja za letalom. Na robovih se valovne fronte zgostijo in tvorijo Machov stožec. Concorde je bilo nadzvočno potniško letalo, ki je lahko doseglo hitrosti 2 Macha. Mach oziroma Machovo število je razmerje med hitrostjo telesa in hitrostjo valovanja. Torej Concorde je lahko letel z dvakratno hitrostjo zvoka oziroma s približno 2500 km na uro. Valovne fronte, ki se širijo za njim, pa opišijo Machov stožec z vršnim kotom. Ta v primeru Machovega števila 2 znaša 60 stopinj. Ko nas rob stožca doseže, to slišimo kot glasen pok, saj ima tam zvočno valovanje veliko energije oziroma zgoščene valovne fronte. Rečemo, da je letalo prebilo zvočni zid. Seveda, v resnici ni nobenega zidu. Le valovne fronte so se tako zgostile, da je zvok zelo močan, kot bi se porušil zid. Z drugimi besedami je poslušalca na robu stožca za letalom dosegel udarni val. Udarni valovi nastanejo tudi pri eksplozijah, saj se eksplodirana snov na začetku širi hitreje kot zvočno valovanje in s tem ponovno povzroči zgoščene valovne fronte. Na Fakulteti za strojništvo eksperimentalno in teoretično raziskujemo nastanek in potovanje udarnih valov, ki nastane ob lasersko povzročenih mikroeksplozijah velikostnega reda pod 1 mm. Takšen primer je širjenje udarnih valov ob laserskem preboju v vodi, ko se meja oziroma območje nastale mikroeksplozije na začetku širi z nadzvočno hitrostjo. Za boljše razumevanje takšnih pojavov raziskujemo napredne tehnike hitrega slikanja in snemanja v mikroskopski skali. Pri tem uporabljamo najsodobnejše hitre kamere in opremo za osvetljevanje, detekcijo in krmiljenje celotnega eksperimentalnega sistema.